V tokratnem podcastu gostim glasbenika, pa tudi kantavtorja, predvsem pa lahko rečem gospoda, ki je pred kar nekaj leti napisal Uspavanko za Evo, pesem, za katero sem bila prepričana, da jo je napisal za mene, pa temu ni bilo tako. Andrej Šifrer, živjo, pozdravljen. Živjo, hvala, da me imaš. Ker se z Andrejem poznava že zelo dolgo, si dovolim, da se bova danes stikala, ker mislim, da bi se večkrat zmotila, če bi bila na vi. Ja, ne bilo fair. Posebna očala imaš danes. Ja, tako da navzven pokažem, da je svet lepši, kot se zdi. In da je vse posod ljubezen. Ja, in tudi recimo, da zanimiv je nekaj, da ko ljudi srečam, ki jih gledam, pa se grdo držijo, ki zagledajo očala, se pa nasmejijo. Enkrat vem, da si že rekel, da če bi se ljudje več smejali, bi bil svet mnogo lepši, da preveč takšnih žalostnih obrazov gledaš. Zdaj je že dokazano, da happy hormon, serotonin, pač pride iz nasmeha, iz dobre volje in eni imajo nasmeh že narejen v DNK-ju noter. Ko se normalno držijo, se držijo nasmeh. Nažalost so v manjšini. Ja. Ti moram priznati, Andrej, da ko sem razmišljala, kako bi začela današnji pogovor, sem imela kar eno veliko dilemo oziroma sem imela težavo v narekovajih. Zakaj? Ker, če se posvetim tvoji 70-letnici in odličnemu dokumentarcu, se lahko zgodi, da naredim krivico koncertu ob tej obletnici. Pa če grem naprej, če se posvetim recimo vsem glasbenim presežkom, v preteklosti spet lahko naredim krivico razstavi Nič proti večnosti, ki je gostovala po Sloveniji in v 10. tudi v Londonu. Tako je. Pa če izpostavim tebe kot odličnega sogovornika in pevca, lahko naredim krivico tvojim pisateljskim sposobnostim, pop-rock, glasbena kriminalka Volkovi. V glavnem, res sem imela dilemo in težavo in potem sem rekla, ne, danes bova začela pri tebi. Okay. In glede na to, da te poznamo kot res odličnega glasbenika, vem, da ne maraš izraza glasbena legenda, tudi sama ga preveč ne maram, jaz ti velikokrat rečem, ko govorim o tebi, da si glasbeni velikan. Hvala. Se mi zdi lepša prispodoba kot legenda. In če se vrnemo zdaj res na začetek v tvoje otroštvo, glede na to, da si pravnik, da si doštudiral pravo, bi marsikdo pričakoval, da si kot otrok že želel postati to, ampak resnica je malce drugačna. Kaj si ti res želel postati kot otrok? To se pravi, že kot otrok sem bil zmeraj usran. Mama umila me je 5-krat na dan. Zvečer mi najprej je umila obraz, da je videla, če sem sploh jaz. Tudi to smo prepevali, ja? Tako, to se pravi umazanci in bil sem umazanc. Cesta takrat še ni bila asfaltirana in vsekrat se je mama Pavla velikokrat pritoževala, da če nikjer ni lužejo ta fant najdu. Ampak seveda sem bil pa velik navdušenec nad športom, posebej nogometom, in sem spremljal takratno jugoslovansko ligo in moja želja je bila, da bi postal športni komentator. To je bilo tisto, ker sem jaz že vnaprej komentiral, kdo bo komu podal, kdo bo dal. Preden se je tekma naredila, sem jo že komentiral. Si majčkeno prehitel dogodek, ne? Ja, tako, v svoji domišljiji, seveda. Kako bi opisal mamo Pavlo? Vem, da je bila tvoja prva in največja oboževalka, ampak verjetno pa je vseeno to, predstavljam si jo kot gospo, ki je imela vseeno, bom rekla, mogoče bolj strogo vzgojo, ker so bili tudi drugačni časi, a ne? Ja, od mame sem jo veliko tako ušes dobil, od očeta nikoli. Aha. Ja. Samo verjetno je vzrok v tem, da je oče cel dan delal, mama je bila pa cel dan z nama, z Markotom, moj brat starejši. Zdaj pa, če greva k mami Pavli, je tudi ona razdeljena na več segmentov. Ona je bila 2 leti pa pol v koncentracijskem taborišču v Ajhahu med vojno
In takoj po vojni, seveda, ta vojna je razbila ogromno parov, nekih zvez in tako, in so se potem na novo dobivali ti ljudje. In očitno je bilo, če je bilo 45. konc vojne, pa da je bil Marko spočet 46. poleti, so takrat hiteli. Oba sta bila že kar malo v letih, za tiste čase 37-38 let stara, ne, in brez neke zapuščine, in sta preletela skupaj dva zelo različna človeka. Ne. Oče Francel je bil kmečki sin iz Boncelove kmetije v Žabnici, mama je bila iz Rakeka na Notranjskem, ki je prišla svoji sestri v Kranj čuvati njene otroke. In tako nekako sta potem te dva modela skupaj preletela. Ne? In oba zelo zabavna, ampak oče zelo konzervativno kmečki, in delo je bilo edino, kar je veljalo. To se pravi šport. Ne? Šport je bil zato sam, da delati ni treba. Dočim se je pri Boncelovih zelo veliko pelo, veliko dobro govorilo. Dva moja strica sta slavista, dva kmeta, foter je bil pa skladišnik. In sem imel tudi dve teti. Moj ded Janez Šifrer, Boncelov, je bil 60 let organist v cerkvi v Žabnici. To se pravi, lepo se je govorilo, lepo se je pelo. Ne? In na genski loteriji sem očitno dobil dober glas. Neke dobre popotnice, no? neke zaznamke, ki jih je bilo potem seveda treba nekako spraviti v red. In naučiti. Tako, ja, dobro. In recimo mama, ne, je bila pa izjemno napredna. Ona je hotela kuhno zamenjati, gredenco ven, pa že te viseče kuhne, ki so bile. Ona je predvsem iz časopisov izstrigla kakšne lepe misli in jih nalepla na štok, kadar šumem si to pogledal. Seveda, ona je bila strahotno navdušena nad mojimi začetki, ne. Dočim foter je bil čist antiprav. Ja, Madonna, to je požebensko se tega. Kvapš ti pil, ti pit ne znaš. To, ki ti misliš, da poješ, to je jamar, to ni petje. To je jamranje, to ni petje. Dočim mama, Pavla, je bila pa Andrej, kako si fajn to naredil, bravo, tako vzpodbudna. In ko sva šla s prijateljem štopati v Anglijo, ne, je oče rekel, ne hoditi skozi Nemčijo, tam so Ustaši te ubili. In mama je pa rekla, mene tako skrbi kot tata, vendar Andrej, pejt, nauč se jezika, spoznaj ljudi, meni to ni bilo dano, daj ti to naredi. In je rekla, mene toliko skrbi kot tata, ampak jaz moram biti tvoj most, ne tvoja ograja. Lepa misel, ja. V resnici je to in most in ograja sta z istega materiala. Oboje je les. Kaj pa ti z njim narediš? Kaj boš otroku naredil? A boš most, a boš ograja? Pa si imel kdaj z očetom zaradi tega, bom rekla, hudo vojno, oziroma tako, da si res čutil, da ne podpira tega, da greš v glasbeno smer? Nikoli, zato ker takrat niti ni bilo mišljeno. Nihče takrat ni živel od muzike, tako sam. Ne? In tudi kasneje sem rekel, dokler bo to trajalo, naj traja. In 30. junija 1977 sem diplomiral. In včeraj sem ponovno spoznal gospo, ki mi je lektorirala diplomsko nalogo, ko sem igral v domu starejših občanov v Bežigradu. Na Bežigradu, in je prišla gospa in rekla, jaz sem vam pa lektorirala tole. Ja, wow, kakšno lepo naključje, če je to naključje. Ja. No, 30. junija sem diplomiral in seveda takrat, potem sem šel k vojakom naslednje leto in tik preden sem šel k vojakom, smo imeli koncert, ker sem že posnel veliko ploščo. Ta mala je bila odzunaj, zaljubil sem se v svojo zobozdravnico, grenko vino, bil sem mlad.
Potem sem v Londonu novembra posnel 77 long play, kjer so bili Moje miške, Stoj Marija, Vasovalec. Andrej, prosti, ker te prekinjam, ampak pri kateri plošči se je zgodilo, da je zmanjkalo denarja za trak? Pri tej. In dobesedno ga je zmanjkalo, ali kako? Ja, prav za trakove, ja. No in to je pa tako bilo, no, zdaj bom pa šel kar za teboj. Ja, izvoli. Ko smo končali, pri Dave Cooku sem stanoval, ona dva sta odplačevala stanovanje, je rekel, lej, skozi bo kruh pa puter noter, ampak če kje lahko drugje dobiš za jesti, tam jej. Ne? In sem potem dobil eno, Lisa Anderson je pa na Virgin Records, zelo pomembna firma v tistem času, je bila koordinator za mednarodne licence in jaz sem bil se predstavil kot novinar iz Jugoslavije in sem imel tudi članke, ki sem jih pisal vstop, za pokazati, za dokazati se. Ne? In potem me je peljala na en koncert in potem sem pa zvečer na večerje me je peljala. Sem rekel, Lisa, zdaj moram nekaj priznati, jaz v resnici tle ploščo snemam. In sem ji razložil, da smo zelo revni, da imamo. In je rekla, pa poklič pa reč, da slačen, pa boš šla jest, ne. Sej meni vseeno napišem avstralski novinar ali švedski, ne, ampak ne moreš kar klicati, pa jaz sem lačen, mislim, ne. No, ampak sem jo parkrat potem uporabil, zato seveda na koncu je pa zmanjkalo 250 funtov samo za trakove. Ne. In seveda meni so vsi govorili, oziroma tisti, ki so bili proti moji zgodbi, so rekli, Švidu, ne boš do konca posnel in ti ne boš s posnetki prišel domov. In to je bilo na tem, da se uresniči. In jaz kličem tole mojo Lizo in rečem, Liza, konc je, zasrali smo stvar, ko pa je 250 funtov je zmanjkalo za trakove. Da jih odnesem domov. In je ona rekla, daj prid sem. In sem šel na Virgin, tam je bil nek Laurie Dunn, je bil head of international, se je rekla, ne, vodja mednarodnega oddelka. In je rekla, le, Andrej je novinar in mi nismo zadovoljni z našim licencor, ki je izdajal njihove plošče. Andrej pravi, da nam lahko boljšega dobi. Zato pa bi rabil 250 funtov. Mislim, na lepe oči. Veš. In je šlo skozi. In so mi napisali ček. Kličem domov, Dave, jaz sem dobil denar na Virgin. Je rekel, prid čim prej, da greva po trakove v studio, da ne jo zaprli. Mislim, taka neka dirka je bila na zadnji večer, ne. In odnesel sem trakove domov. Bil še kdaj z njo v stiku potem? Ja, ko sem prišel od vojakov, sem seveda še vedno imel vse stike in so imeli predstavitev neke svoje skupine The Motors. Jaz sem pa Motors spoznal že odprej, ker sem bil na njihovih koncertih in sem se s fanti spoznal in tam noter je bil en Bram Čajkovski. V punk in new wave času so se fantje nadevali taka posebna imena. Recimo John Lydon je postal Johnny Rotten. In take stvari. Ta je bil pa Bram Čajkovski, niti ne vem, koga je bil. No in sem rekel, Liza, ja, jaz pa poznam te fante, pa tako, prav, mi jih ne poznamo, mi smo samo za promocijo, to so pa čist drug oddelek se z njimi ukvarja, mi osebno se z bendom ne poznamo. Sem rekel, to pa ne se hecati. In sem ji predstavil Brama Čajkovskega, Lisa Anderson, čez en let sta se pa poročila. Ti je bilo kdaj žal, da si jih predstavil? Ne, ne, ker to je bilo, sicer sta šla po nekaj letih narazen, ne, ampak med nama ni šlo za romantično navezo, ampak tako, recimo, en primer, ko sem ji rekel, da je moja žena noseča in da pričakujemo otroka, ne, to se pravi, jaz sem bil to marca 1979 v Londonu, Martin se je pa rodil 30. junija 1979,
In sem rekel, da pričakujemo, če bo punčka, bo Julija, če bo fantek, bo pa ali Blaž ali Martin. In je ona rekla, he can't be Blaž. What is Blaž? But Martin Cifra, that sounds like international playboy. In si rekel, to bo. In sem rekel, Liza, si že odgovorila. Ampak čakaj, za punčko, kako je pa potem prišlo do Eve? Ja, Julija bi bil Martin, če bi se, ker je kazalo, da se bo rodil Julija, ne? In smo potegnili to. Ampak hec je pa v tem, Martin je zdaj poročen z Julijo. No. Tako da tudi Julija nam ni ušla. Ni ušla, ne? Čak, sem to moram končati, kaj je ta plošča bila. In preden sem šel k vojakom, smo prvi veliki koncert imeli v mestnem gledališču. Zrihtel ga je Jure Robežnik, moj veliki kasneje prijatelj in mentor, ampak mama je prvič ata na koncert spravila. Zato je bil to zgodovinski koncert 8. januarja 1978. In takrat smo tudi Slaka naprosili, Lojzeta, da je odigral srednji, to se pravi solo pri pesmi Moj oče nikdar razumeti noče. Ne? In zdaj, ki je bilo konec koncerta, koncert je bil, moram reči, da je bil tako prebojno, ker so bili v prvi vrsti Majda Sepe, Mojze Sepe, Robežnika, Damič, kup ljudi iz tega, zdaj to čudo gledati. Ne? In pa novinarji vsi so bili, ne? Mitja Volčič je napisal slavospev temu koncertu. Ampak na koncu, seveda, je mama bila tam od spredaj in vsi, gospa, vi ste gospa mama, ja, čestitamo, ja, ne tako. In mama se je sončila v svoji slavi, foter se je pa umaknil čisto v ta zadnjo vrsto gor in se šuknjava, sem rekel, a takvaj zdaj, ja, ne všel kaj dol, pa prav, to ni za mene, to je za mat. Ona rab žaromete. Ona rab pozornost. Sem rekel, ne, ampak ona uživa v tem, pa tako. Prav bom jaz katle. Sem rekel, kot je bilo pa všeč. Prav, tistih 16 taktov, ki jih je Slak odigral, je bilo še kar. Drugače sem pa bolj na ura gledal, da je bo konc. In s tem definitivno zelo lepo ponazoriš, kako je on dejansko to spremljal. Tako. Prej sem že omenila, da so to vsekakor bili drugi časi kot danes, a ne sploh kar se tiče vzgoje, odraščanja in tako naprej. Zdaj tvoji otroci so že odrasli in veliki, ampak zdaj pa verjetno vzgojo spremljaš pri vnukih lahko. A bi rekel, da je precej drugačna? Ja, bistveno drugačne. Recimo, zdaj sicer jaz spremljam vzgojo pri vnukih, nimam pa preveč besede. Kajti stari starši niso za vzgajati, ampak za crkljati. In za razvajati. Tako da jaz sem to vlogo sprejel in imamo krasnih 3 punčke pa 3 fantke, ne? Evine fantke pa Martinove punčke. Tudi to ste si lepo porazdelili. So zrihtali vse, ne. Je pa drugače. Bistveno več moški del pripomore k vzgoji in pri nas tega ni bilo. Celo recimo zdaj fantje kuhajo, pa pomagajo v kuhinji pa to. Pri nas, ko sem jaz kdaj prišel v kuhinjo, pa če sem se hotel kaj vtakniti, je moja Mari, žena, takrat rekla, je imela občutek, da nekaj ne dela dobro, če se hočem jaz vtikati. Kot da hočeš malo nekaj popraviti. Kot da hočem se vtikati v to. Ne? Tako da zdaj je pa to čisto. Ta moški del je bistveno 50-50, kolikor se da, seveda. Ne? In mislim, da so te fantje odlični. Naš Martin je odličen kuhar. Ne? Potem vem, da David je, te fantje ostanejo pa grejo delati nekaj v kuhno. Mislim, to je bilo katastrofa v mojem cajtu. Greš raje v štarijo takrat, mislim, da niso na poto. Pa takrat se mi zdi, da je to vsem mogoče bila neka moškost še dodatna, ne? Je bilo, nekaj je bilo, ker je bilo tako malo privlečeno za lase, če danes gledam, no. Ampak ker verjetno za svojega Martina ne bi mogel reči, kaj manj moški, kot si bil ti. Absolutno ne, tudi za Davida
vozliča Evinega moža. Ne, to so, mislim, da je tako, ki je zdaj bolj pravno. Zdaj, če praviva, da so časi drugačni, pa da je tudi vzgoja precej drugačna, ne? Danes se veliko bolj podpira to, da se z otroki probamo čim več pogovarjati. Včasih se prav zelo niso starši z vami ukvarjali v smislu, si dobro, kaj pogrešaš, kaj potrebuješ. Ne v tem smislu, ampak ti bom povedal en primer. Recimo, pri nas so odprli samopostrežno trgovino, ker do takrat smo hodili v trgovino, naročili, kaj hočemo, pa je neka gospa prišla izza pulta, pa tist prinesla. In zdaj mama pravi, Andrej, zdaj je pa drugačna trgovina, moraš pa nabrati, iti na blagajno. Ampak to pomeni, da lahko kaj skriješ v žep, pa ne plačaš. Če te slučajno dobim, boš videl, ti ne bo dobro, ne? Ker ona je znala fajn učufati. In potem je ta otvoritveni del, sem šel prvič v to samopostrežno in so dajali kot darilo ob odprtju čokolado Gorenjka. In sem rekel, jaz ne upam vzeti. Da ne bo kaj narobe, Ja, ne? mislim, Ja. kako ji bom dokazal to? Je pa rekla, zakaj pa ne? Sem rekel, mama ne verjela, ne? In je potem v zadej nekaj napisala ta na blagajni, ker nisem znal prebrati, ne? Jaz sem bil v prvem razredu, to je bilo pa pisano na čečkan nekaj. In seveda pridem domov. Kaj pa je to? To so pa dajali na blagajn. Je že forehand letel, je bil že pripravljen. Jaz pa nekaj vzad piše. In je prebrala in je šla skozi. Zdaj, In se je razjokala v bistvu. Ja, seveda, zato ker je videla, da je mogoče bilo pretirano vse skupaj. Ja, da mi pač ni zaupala, ne? To je to. Zdaj se bom majčkeno vrnila na tisti del, ko si opisoval, da je mama strigla iz časopisa ven lepe misli. A ne? Ja. Takoj sem dobila asociacijo, da bi temu danes rekli mogoče celo afirmacije ali pa mogoče nek način že kar malo duhovno, clipping recimo. Ja. Zakaj to govorim? Zato, ker pri 24-ih si napisal pesem o včerajšnjem časopisu. Življenje včerajšnjega časopisa, ja. In v bistvu, če človek posluša besedilo te pesmi, ima kar globoko sporočilo za fanta pri 24 letih. O minljivosti govori, ne? In pri 24 letih ponavadi ne razmišljaš o minljivosti. Ravno to, ja. Ja. Jaz sem takrat imel stik z protestanti, s kristjani in takrat sem prvič začel tudi brati Sveto pismo in skozi ta očala sem videl svet drugače. In tudi vonj železniških postaj je nastajal v istem času, tudi grenko vino, ne? Vse odmežem, vse rad ostal bi sam, rad bi se smejal, a tega več ne znam, ko odpiram dlan človeka, ki me prvi je umil. Pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bom izpil. Ne? To so pač pesmi iz nekega mojega drugega usporednega življenja. Seveda druga je pa bil sem mlad, fant pesem, pa moje miške in tako. To se pravi, da je nekje humor bil in pa čista zagledanost v duhovni svet. Ja, ravno to. V bistvu si z duhovnostjo bil že od samega začetka zelo Tako, povezan, tudi potem kasneje, zdaj bom preskočila sicer kar nekaj let, ampak Tibet potem kasneje, ne? Ja, Tibet je bil... V Tibetu sem se počutil kot doma, no, tako bom rekel, ker tam so ljudje, navadni ljudje so zelo duhovni. Ne vem, če so toliko religiozni, kolikor so duhovni, ne. Sicer pač tibetanska duhovnost je vezana na reinkarnacijo, ne. In sem jo tudi jaz sprejel v svoje razmišljanje. Si jo? Sem jo, ja, brez težav, ne. Čeprav to ni krščanska kategorija, ampak imam jaz pač neko svojo religijo, ki
ki mi dobro služi, imam svojega Boga, ki ni v nebesih, ampak je v meni. Ravno to sem te želela vprašati, na kako bi opisal svojo duhovnost. V smislu, ne predstavljam si, da ravno meditiraš vsako jutro, ampak vem pa, da sigurno imaš, bom rekla, neko vodilo skozi življenje, ki mu pač ti rečeš duhovnost. Ja, in seveda tako je. No, meni so se dogajale in se mi dogajajo take stvari, ki ne morejo biti slučajne. No, tako bom rekel. Nekako sem slučaj zradiral iz svojega imenika. Ne? Tako da vidim v vsaki stvari nek razlog, nek pomen, vsak zakaj ima nek zato. Ne? In to ni neka tolažba, ampak je čisto normalno vodenje. Ne vem, kako je, mislim, beseda Bog je tako zlorabljena, da jo sploh ne upam uporabljati. Zato, ker se jo uporablja za vse sorte namene. Ne? In jaz se v teh velikih religij nekako držim po strani, ampak so nas pa veliko naučile, veliko dale. Tako da še vedno živim neko življenje z vedenjem, da nekdo okrog nas živi, da je nekdo, ki je višja sila. In da smo morda že bili Da smo že kdaj bili tako. In da prideš do določene stopnje, potem pa premalo vemo, da bi bili prav pametni v tem. Ampak vsak za sebe najbolj ve, kako to gre. Ne? Vem, da smo se nekoč že pogovarjali o tem, da tudi ljudi, ki jih srečamo v svojem življenju, težko rečemo, da je naključno, da so prišli v naše življenje, ampak da je nek pomen, kot si rekel, za katerega pač ne vemo, ampak nek smisel ima vse skupaj. Ne? In to, kakšna sreča, da smo se srečali. In tudi pri otrocih velja enako. Ja. Kora je recimo pesem, ki je... Kora ni otroška pesem. Ne? Tako. Ja. Ampak je v bistvu nastala, tam si dobil inspiracijo. Ne? Ja, v bistvu, ko sem prišel z Tibeta, sem razumel Korin prihod. Ne? Vzhodno od krivice in zahodno od gorja. Tam je kraj resnice, dom vsemogočnega. Le nevidna vez združi duše brez teles, od tam prihaja Kora, moja ptica iz nebes. A ti je Kora kdaj učitala, pa ti je rekla, Eva ima uspavanko, za Martina so lulčko pel, jaz imam pa tako težko besedilo. Ona je bila zelo zadovoljna s tem in še nekaj. Kora zdaj živi in dela v Angliji. Ona je končala fakulteto v Birminghamu, zdaj je pa v Londonu. Kako so šli januarsko-februarski izpiti? Ona ima zdaj, to je bilo zelo dobro, ne? Zdaj ima pa še julija nekaj in tako, tisti je bilo pa v redu. In tudi zdaj, ker sem bil na potovanju, v bistvu sva bila z Mirjam v Argentini, je bila tudi Kora povabljena na to. No in Kora ima pa svojega prijatelja Alija, ne? In Kora je zelo zadovoljna in z imenom, ker v Angliji Kora ni nič nenavadnega. Samo da se piše s C, ne? Ker Kora je bila v Poslednjem Mohikancu glavni ženski lik. To se pravi, za njih to ni nič težko. Potem Kora v Angliji vedo, kdo je Kenny Loggins in vedo, kakšen mojster vokala je Kenny Loggins. In ko ona reče, da mojo pesem poje Kenny Loggins, in reče, you mean the Kenny Loggins. Ne? No, ampak tudi ena luškana stvar je bila, ki je ona povedala, mi je rekla, da se srečuje zdaj z enim fantom, ne? S prijateljem, ki se poznata že z Birminghama, ampak sta zdaj se začela srečevati tle v Londonu. Sem rekel, kako mu je pa ime? Pa prav Ali. Sem rekel, Mohamed Ali? Pa prav Alistair Cameron Jones. Sem rekel, malo boljše. Ampak, pazi, sem pa razmislil, če bi bil pa Mohamed Ali, kaj pa bi naredil? Ja, rad bi ga imel, mislim. Kaj pa bi res lahko naredil? Če ima on rad mojo hči, moramo imeti tudi njega rad.
Pa kakorkoli mu ime, pa kako se piše. Bi lahko sprejel tudi kakšno drugačnost? Absolutno, ja. Verjetno gre to za tisto prvo, a ne? Sicer me noben ne bi nič vprašal, ampak ok. Verjetno res ne. Ja. Zdaj bova, mi dva mečkano skačeva po letih, ampak sej nič hudega. Leta 2017 se je življenje mečkan, ne bom rekla spremenilo, ampak takrat mogoče je bil en tak, a mu lahko rečeva, opomnik mogoče, dogodek, ko si se zjutraj zbudil z vrtoglavico. Ja. No, ko sem nazadnje za en podcast dal takle intervju, sem med drugim tudi to povedal in so to dali za naslovnico. Ne. Aha. Ja, tako da tokrat ne. V redu, ne bomo dali za naslovnico. Okay. In kot naslov. Ne. Ampak, ja, prišlo je do zamašitve koronarne arterije in sem poklical Evo, ki je rekla, naj pač pokličem urgenco. Ja, ne, sam, kaj nekaj aspirin vzamem, kaj nam bo komplicirali. Je rekla, obvezno urgenco. Eva je zdravnica, ne? Eva je pa zdravnica, ja. In se je celo javila ob 7 zjutraj. Preden se ti otroci javijo, to je, boš videla. Okay. Ne vem, jaz smo mogoče imela takšno izkušnjo pri starših. No, skratka, ona je odreagirala in rekla, tole naredi. In pol sem rekel, ma ne, se bom sam odpeljal, mislim, des, ne, na Joponga hodil. Ampak sem prišel do avta in se me je tako zavrtel, da sem komaj prišel v hišo, poklical urgenco in so bili v 10 minutah in so me odpeljali v Ljubljano, tudi na urgenco. So mi ustavili 3 stente, počistili žilo in od takrat naprej igram tenis, laufam skozi manj. Ampak je bilo pa zanimivo, ker sem po 2 mesecih prišel k eni zdravnici, pa sem rekel, ali 3, sem rekel, veste kaj, vi sam govorite o tem, kaj se ne sme, pa kaj ne priporočate, kaj pa priporočate. Ja, rahla hoja, če se da s palcami, pa tako naprej. Ne bi jaz s palcem hodil, mislim. Ne. Sem rekel, kaj pa smučanje? Pa se tako smejim. Ne. Pa prav, ne priporočamo. Sem rekel, no, fajn. Prav, ampak, ko vas gledam, vi boste verjetno šel smučati. Sem rekel, včeraj sem bil. Sem rekel, na Kačbergu. In kako je bilo? Super, odlično, na svežem zraku, cel dan. Nič ni bilo narobe. Skratka, no, jaz mislim, da so me fajn popravili. Zdiš se mi človek, ki se znaš dobro poslušati, ne? V smislu, kdaj se veliko dela, pa da je treba tudi počivati. Tudi, tako. Zdaj pa tako, včasih pa pridejo stvari, jaz sem napolnil zdaj 72 let, ne? Sem v sicer dobri kondiciji, imam malo povišen cukor, samo vse drugo je pa v redu. Samo so mi rekli, da cviček lahko pijem, in sicer so rekli, edini cviček je alkohol, ki se ga da piti. Jaz sem mehen spremenil doktorju, da cvička, kakor ga lahko, ampak dobro je. Mal po svoje, ne? Mehen po svoje, no ampak me Mirjam in ta moj zdravnik me držita na vajetih, tako da sem v dobrih rokah, bom tako rekel. Blazno srečo imam s tem doktorjem. Ne moram povedati, kakšno. Garaj ne bom omenil, da ne bo imel kakšne težave zaradi tega, kaj ti pot do pekla je tlakovana z dobrimi nameni. Ko si jo ravno omenil, Mirjam, mislim, zdaj večina ljudi te seveda pozna kot Andreja Šifrerja, kot glasbenika, kot nekoga, ki na odru zna tudi zabavati, ne samo dobro odpeti. Peščica je tistih ljudi, ki te pozna samo pod Andrej. A je velika razlika med vama? Ja. Je? Zelo velika, ja. Ampak se rabiš in iščeš nekoga, ki ni tak kot ti. Ob meni mora biti nekdo, ki zna tisto, kar jaz ne znam. Meni so velikokrat rekli, Andrej, a imaš ti kakšnega menedžerja ali kaj takega? Sem rekel, ne, ker nisem dobil še boljšega, kot sem jaz. Zdaj pa Mirjam pa recimo uteleša vse to, kar jaz nisem in kar jaz ne znam. In kar je meni odveč. Recimo, če bi ne bilo Mirjam, razstava ne bi potovala.
Kajti ona je pripeljala direktorja Velenjske knjižnice v Kranj, si je ogledal razstavo in rekel, to bi pa tudi mi lahko naredili. Klicala je v muzej novejše zgodovine, tega Toneta iz Mi-2, kjer je direktor on, in je rekel, ja, mi bomo to naredili. Skratka, ona je spravila razstavo na pot in zdaj je, to se pravi, 10. uprizoritev je bilo in prvič posebej za otroke. Tudi to verjetno posebnost. To je bilo spet, jaz še vedno hodim v prvi razred. Vedno sem v klopi v prvem razredu, ker me pelejo, me vozijo kamor hočejo. Ampak se učim. Včasih pridem do drugega razreda, pa ne več. Jaz sem nekoč slišala od starejšega gospoda, zdaj sicer žal že pokojni, ampak je rekel enkrat, tako smo bili v družbi, smo sedeli skupaj in smo se nekaj pogovarjali o glasbi, pa o šolanju, pa tako. In je rekel, veste, jaz sem bila takrat majhna, rekel, veste, otroci, včasih ne rabite hoditi v šolo, Šifrerjeve pesmi poslušajte, pa bo vse v redu. Moj bog. Tako da očitno je veliko tudi, ne samo Martinov lulček, moje miške in tako naprej, ampak globina je, mislim, tudi provokacija in tako naprej, je nekaj, kar lahko zaznamo v tvojih besedilih. Ja, mislim, hvala temu gospodu, kdorkoli že je in kjerkoli že ste, gospod. Ampak hvala, to so veliki komplimenti, v bistvu velike besede. No, je pa res, da bi rad povem nekaj, kar sem doživel, svoje izkušnje. Probam dati v neke izkušnje in tako. In recimo, morbit bi to pasalo. Najmočnejši si takrat, ko si lahko priznaš, da vsega pač sam ne znaš, da potrebuješ nekoga, da vsega pač sam ne znaš. Hotel sem imeti cel svet, pa sem z usodo barantal, na koncu pa sem našel to, kar sploh nisem iskal. Da vse ostane isto, moraš kdaj vse spremeniti. Ker eni gledamo proti zvezdam, drug pa le na svojo rit. Hodim svojo pot, nikomur ne sledim, a resnico rad povem ljudem na razumljiv način. Andrej, kako ti še vedno ostanejo vsa ta besedila? Jaz se drugega ne znam. No. Ja. To mi je res tako, mislim, priznam, da mi je to pri tebi neverjetno, zaradi tega, ker veš, velikokrat slišimo od glasbenikov, pa sem na odru, pa kar malo pozabim, kaj že pol naprej, pa dam malo mikrofon publiki, da odpoje. Ti jih pa stresaš z rokava kadarkoli. Ja, vse se to zgodi tudi na odru, seveda se zgodi, ampak to je iz ene pesmi, ki še ni objavljena, imenuje se Objem. Potrebujem objem, tvoj varen objem. Da izgubim se v njem, kam pa ne grem. Ne. Zdaj, skozi leta, ko so nastajale nove pesmi, se je seveda stopnjevala ne samo tvoja glasbena pot, ampak tudi prepoznavnost s kariero. Ne? Kako se je ta prepoznavnost skozi leta spreminjala? Prepričana sem, da si imel tudi ti različna obdobja. Gor pa dol, ja, seveda. To je pa tako čist. In zdaj takole, jaz sem pomirjen s tem, ker sem doživel veliko, ali pa rečemo, nekaj viškov. Ne? In je zelo jasno, da enkrat tega ne bo. Pomirjen sem z minljivostjo tudi moje prepoznavnosti. Ampak, zdaj par sobot nazaj sem imel v eni soboti 3 stvari, in sicer k meni domov je prišlo eno turistično društvo iz Štajerske, kjer so hoteli videti na domu Andreja Šifrerja, kje on živi, in so prišli en minibus, 25 ljudi, nekaj takega. Ne bo kdo narobe razumel, to ni redna praksa, verjetno? Ne, to je bilo zdaj prvič. Ampak, ker se mi je zdelo tako nenavadno,
je bilo to, smo se dobili in so bili oni hvaležni in jaz njim. In seveda na stenah imam slike od mame, očeta, od otrok in tako. In sem jim po neko uro tam razlagal o vseh teh stvareh. Potem sva se zmeraj usedla v avto in sva šla v Maribor, kjer je bil neka rojstnodnevna zabava, kjer sem bil presenečen. In ko sva to zaključila, sva se usedla v avto, pa sva bila v polnoči v Celju, tudi na nekem rojstnem dnevu, tako da sva nekje tam ob 2-3 prišla domov. Ne? Ampak zaenkrat še to je. Zavedam se pa, da nekoč pa ne bo. In je to čisto ok, tako je prav. Nisem še v nekem stanju, da bi mi to manjkalo ali ne. Ampak zaenkrat, tako kot je zelo fajn. Se ti zdi, da si bil kdaj zaradi te prepoznavnosti česa prikrajšan? V smislu kakšnih teh malih trenutkov sreče, ko si bil pač... Prikrajšan ne, sem pa doživel nekaj, kar bi ne pričakoval človek. In sicer to, da so ti bili tako fovš, da sem izgubil ene ljudi, ki so mi bili zelo blizu. In nihče ni znal ubesediti tega. Tako da je bilo ene parkrat prav samo eden od teh, ki je o meni govoril pač slabe stvari. Pa enkrat se presedel k meni v avto in je rekel, jaz sem malo razmišljal o tem, zakaj sem jaz tak do tebe. Andrej, jaz sem ti fovš. Edini v celem življenju, ki je imel toliko jajc, da je to naredil, se usedel v avto in rekel tako. In zdaj sva naživjo, vse v redu, ampak edini. Ampak ta zavist je še vedno zelo prisotna, ne? Vsak dan, nažalost. Ne govorim zdaj o tvojem primeru, ampak nasplošno, če delava zdaj... Veš, kaj je? Veš, po čem ugotoviš, da si uspešen? Ker dobiš sovražnike. Ne, in recimo, jaz imam tudi eno pesem, ki govori o tem, če kdo dobro zgleda in vsak ga pozna, je v življenju zadovoljen, pa malo več ima. Tega je treba čim bolj usrati, tako da ne bo ga več za prepoznati. Zato nalijmo si vina, da bomo lahko šimfali čez druge in laže nam bo. Ker pri Gorencih na vrhu top list kraljuje lastnost z imenom zavist. Ta zavist se mi zdi morda majčkeno povezana tudi s tem, da danes predvsem mladi pričakujejo, da se bo kariera ali pa nek vzpon zelo hitro zgodil. A ne? V smislu, saj sem priden, saj delam, zakaj v enem letu še ni nič. Ampak nekoč so bili časi res, kar se tega tiče, povsem drugačni. Včasih se je vedelo, da če ti 5-10 let ne delaš, ne vztrajaš, pač ne bo nič, a ne? Ja, jaz sem pa zelo zgodaj že pri tabornikih začel. Taborniki so bili nek lonec, v katerem se je Šifrer kuhal, ne da bi vedel zakaj. Kajti vsak večer sem igral v Fažani, jaz sem bil član stražnih ognjev, rod stražnih ognjev iz Kranja, in smo tam taborili in vsak večer sem tam igral in sem tudi za različne ljudi pisal pesmice. Ne? Ampak to so bile zelo enostavne pesmi. Vendar pomembna stvar je to, da sem jih pisal in da sem jih naredil 30, ki so brez veze. Potem se pojavita 2 verza, ki sta pa že nekaj več vredna. Skratka, ni dovolj samo talent, rabiš obrtniški del. To se pravi, če dober obrtnik naredi iz povprečne ideje odličen komad, slab obrtnik pa iz odlične ideje povprečen komad. To se pravi, tudi to moraš imeti. Ne? Jaz sem pisal take pesmice, kje sem rodil, se res ne vem in tudi to nekdaj. Morda bilo je davno že gotovo, bil je maj. Toda vendar obstal sem in po tepuh postal sem. Ne? Take stvari. Pa recimo ena gospa je bila pri nas, ki je prišla z otrokom v naš tabor, imela neko vezo očitno in lepotica z otrokom, njen mož je bil nek režiser, malce je zapil pa tako naprej in zdaj ta lepotica s tem fantkam in jasno je, mi smo bili pa na straži, taborniki,
smo pa videli, da je zvečer prišel Mercedes, pa jo je odpeljal. Pa zjutraj nazaj pripeljal. Ne? In sem pa jaz seveda na pesmi tujih uspešnic sem pisal moje tekste. Ne? In sicer je bila una chitarra, 100 illusioni, una negli occhi tuoi. Mislim, da je bil Gianni Morandi. Jaz sem pa napisal una Maria, pride v Fažano, z mulcem in brez moža. Cel dan se sama sonči na plaži, soncu se vsa preda. A ko noč pritisne, jo Marija stisne, zjutraj pa pride vsa krmežlava, Marija domov. Ne? Andrej, koliko let nazaj je bilo to? To se da zračunati. To je bilo Približno. 55. No, 55 let nazaj si verjetno malo v šali, malo zares tole napisal in ti potem tole 55 let kasneje stresaš iz rokava. O tem sem prej govoril. Aha, ok. Ja, hvala, no, razumel sem kot, čeprav se včasih zgodi, da tudi na odru kaj za... No, seveda, počkam, ja. ne. Si mislim, da pač to pa še tudi zraven. Ja, pa in to pri takih komadih, ki si jih tisoče... Ampak, glej, včasih se zgodi, misli hodijo drugam. In potem, ko hočeš nazaj, ne moreš več. Andrej, kako bi mi opisal, kakšna je razlika glasbenika, ki je samo pevec, torej ki poje tuje komade oziroma komade, ki mu jih nekdo napiše, in med glasbenikom, kot si ti, ki tudi ustvarja svojo glasbo? Zdaj, takole je, oni morajo biti izjemni interpreti. Ne? To se pravi, oni najame se njihov glas. Ker slovenska popevka kot taka je temeljila na nekdo napiše muziko, drugi tekst, tretji aranžma, četrti poje. In tako me je en rekel, prav, zmeraj en za serije, a on, ki je muziko naredil, a on, ki je tekst ali aranžma, ali pa jaz ne odpojem, tako je bilo treba. Ne? Prav, ampak to so 4 ljudje in zdaj on poje sanje nekoga, enega tekstopisca, ki ne ve, zakaj je on to napisal. Jaz pa vem, zakaj sem. To je bistvena razlika. In se tudi lažje oživiš, verjetno, ne? Absolutno. In jaz vem, komu to pišem. Jaz vem, kdo je tisti. Ne? Zdaj bom spet mečkano preskočila. Vem, da rad smučaš. S tabo rad skačem. Vem, da si veliko presmučal in da verjetno bo še šel kaj tudi na smučarijo. V preteklosti si bil precej povezan ne samo s smučarijo, ampak tudi Jure Franko je nekdo, ki je bil velikokrat lahko v tvoji družbi, veliko sta prepotovala. Zdaj pa mene zanima, kaj je bilo s to stavo za kolajno. Ja, zdaj takole je, no. Jaz sem ene parkrat bil na teh koncertih, belih koncertih, ne, in sem pol povabil, kdor hoče k meni priti, doma sem mu pa jaz eno svojo partijo ljudi, ki so se noro zafrkavali in bili noro smešni. In zdaj tam naša gostilna Benedikt, tam smo doma, to je naša dnevna soba še vedno. Ne. In ko so oni videli, v kakšnem miljeju jaz živim, ne, so hodili k meni skozi. Ne. In pol tudi so dobili neke avtomobile, da so se lahko vozili sem in tja. No, z Juretom so pa res vzpostavili eno posebno prijateljstvo in tudi pol, ki šel on v Ameriko, sem jaz šel v Los Angeles za en mesec, oziroma v Nashville, to je bilo 90. leta v Nashville. On je bil pa v Kaliforniji, no, v Laguni Beach, je imel Madonna tako bajto, da dol padeš. Super, mislim, odlično. No in sem pa jaz bil en mesec v Nashville in en mesec pa pri njemu. Ne. In sva pa tudi potovala na Japonsko, potem sva norela, mislim, da je bil cel teden po Havajih. Mislim, to je za drugo oddajo. Za nadaljevanje. Tole ne moramo vse povedati. On je izjemno zabaven človek, ki ga vzljubiš na prvo žogo, na prvi pogled, nasmejan, brihten. Tudi zdaj v tej novi karieri, ne,
z Simono, ki delata muzikle in to sta izjemno uspešna. No, tako. Ravno zdaj sta v Londonu, ne, ker sem ga hotel povabiti zdaj domov, ker imamo eno, veš, zmerjam prirejava, tako bi rekel, za svoje prijatelje, tako po 15 do 20 jih pride. Ona mi je kupila za rojstni dan pred 3 leti 2 mizi veliki, ki točno pašeta v mojo dnevno sobo in 3 leta miz še nismo spravili. Imeli smo pa 35 zabav. Te mize se spomnim. Te mize se spomnim. Te mize se spomnim in takrat je bilo rečeno, to bomo pa kar pustili, ker pri nas skozi kdo pride. Zdaj v soboto spet hodijo. Ne. Ampak če se vrnemo nazaj k medalji oziroma k tako olimpijskim igram. Bilo je tako, ne? A bo medalja, ne bo prav vsi brati medaljo. Pa prav, no tako lepo je vas staviti. Če medaljo dobim, s tim empir dolžen, če jo pa ne, pa jeste. V bistvu zelo majhna stava za tako velik dosežek. Ampak ja, nekaj pa mora biti, a ne? Ja. Ne? Da nam sem govoril. Ne? In seveda, ki je medaljo dobil, so bili tam vsi okrog njega in jaz ne mu deleč tečem, kaj ne? Pa, Pirs mi dolžen, čez vse tiste. Zdaj pa ne morva, da bi se poslovila brez, da se dotakneva še knjige Volkovi. Priznam, da si nisem mislila, da te bom lahko kdaj doživela tudi v vlogi pisatelja. In da v bistvu ob prebiranju knjige se morda res lahko na trenutke vmes vprašaš, vem, da ni avtobiografija, ampak vseeno si rečem, no, ampak kakšne podobnosti pa zagotovo lahko najdemo. Koliko pa je Andreja v Aleksu? A bom to zdaj povedala ali potem, a ne? Ne, to se vsi sprašujejo. Seveda, to je knjiga o slovenskem rock bandu, ne. Zdaj, bendi imajo čisto drugo dinamiko, kot jaz, ki sem sam, oziroma najamem nek bend, da naredimo koncert. Ker v bendu je tako, ko so neprepoznani, takrat vsi v isti cilj grejo skupaj. Ne. En za drugega bi nože izvlekli, s hrbti so en na drugemu in proti vsemu, proti celem svetu. Ko pridejo popularnost, denar, ženske, se en proti drugemu obrnejo. Jaz sem to gledal od zunaj. Ne bom imenoval, kdo kaj, ampak od zunaj je tako izgledalo, da so se enkrat stepli. Ne? In tudi ta knjiga se začne 15 let potem, ko ansambel Volkovi razpade in seveda se stvari obračajo v druge smeri. Ampak seveda, gledano je pa iz mojega okna. Ne? Opisujem druge ljudi, svoje izkušnje in tudi nekaj Andreja je v Aleksu. Brez tega ne gre. Omenjal si tudi ego, ki dostikrat lahko v takih bendih naredi zmedo ali pa prepir. Ne? Absolutno, ja. Kakšen pa imaš ti pogled na ego? V smislu, do katere mere misliš, da je ego ali pa pri tebi osebno je še, bom rekla, dobrodošel? Ja, to se pravi, vprašanje je lahko zelo dobro, ali pa tudi ne, ampak nekje je meja tega. Ne? Nekje se moraš zavedati in tu, v teh primerih, pa pride duhovnost do izraza. Tukaj te pa zaštopa. Kaj ti? Meni so se že dogajale stvari, ko bi lahko sprožil sebe v zelo neprijetno situacijo, ker se mi je delala krivica. In sem hotel celo narediti nekaj, kar bi zagotovo obžaloval. Vendar moj tihi notranji glas mi je spregovoril in rekel, Andrej, to nisi ti. To nisi ti. Konc. In je bilo dovolj, ne? Dovolj.
Ker ko tega zaslišiš, pa ga ignoriraš, si pa urit. In to je pa, to nisi ti. Okay. Zdaj po horoskopu si bik, kar pomeni, da si pač seveda tudi mečkan trmast, ampak trma ni vedno nujno povezana z egoizmom oziroma... Veš kaj, trma pravzaprav ima dva naslova. Ne? To se pravi, če je... Da slišim, kaj bo bik povedal ovnu. Če je družbeno negativno karakterizirana, je trma, če je pa družbeno pozitivno, je pa vztrajnost. To se pravi, da gre za čist isto akcijo, miselno akcijo, ampak odvisno kako. Eden je bil trmast, ampak je potem prišel do cilja in so rekli, da je bil vztrajen. Ne? In obratno, ne? Če pa tega ne ustvariš, si bil pa sam trmast. Ja, tako kot pri mehkih otrocih pravijo, ne? Ja. Ko se začnejo metati po tleh, pravijo, mame, bodite vesele, ker to pomeni, da bo vztrajen tudi kasneje. Ja, in na koncu koncev sem bral v eni reviji, da tudi to, ki imajo take otroke za neprilagojene, da so izjemno uspešni po življenju, da so spremljali 30-letna raziskava, da so začeli pri 5 letih, pa so zdaj tam čez 30, so ti zelo, zelo uspešni. Recimo, ne. Kako pa zgleda Andrej, ko se razjezi? Ali pa ko jih zelo slabe volje? Zobren. To bi mogla Mirjam verjetno bolj vprašati, ne? V resnici ja, ampak lej, to se pravi, razstave bi ne bilo, če ne bilo Mirjam. Knjige bi ne bilo, če ne bilo Mirjam. Kaj ti? Jaz sem se zapel s temi uredniki takoj na začetku, ker je tip je obrnil moj stavek. Sem rekel, zakaj pa? Je rekel, ne, se ni s tvojim nič narobe, ampak mislim, da je moj boljši. Sem rekel, pa svojo knjigo napiši. Takole ne bomo šli naprej. Ne? In pa Mirjam. In so zamenjali tega urednika in je prišla ena gospodična in sta pa ženski to nekako spravili skupaj. Še celo čist na konc, na zadnji dan, ki bi mogli je tu tisk, sem nekaj znoril, da to ne more biti. Ne? In rekla Mirjam, a nismo mogli 20 minut počakati, da jaz pridem. Se pravi, je v tvojem življenju nekdo, ki mečkano gladi vse skupaj? Ja, nek feder, nek amortizer, ki to mojo ihto nekako proba popraviti, kjer še ni čist zavošen. Pa si ti sicer romantičen človek? Tako, zelo, ja. Si? Aha. Poskrbiš za moški drugačni smo čudna izpeljanka romantike, ampak jaz znam biti romantičen. Tudi na ta klasičen način? Na najbolj klasičen način. Sicer se malo hecam z tega, veš, na koncertih pravim, pač, da smo moški in ženske smo čisti z drugega vica. Ne? In povem kakšno šalo na ta račun. Ne? In recimo se mi zdi nam, ker ima na mož desca, ki nima stika z romantiko. Mislim, da je to zelo pomembno, kako je mama vzgajala. No? Mama nas je naučila objemati se. In se jaz še vedno z otroci objemam in z vnuki objemam. In z ljudmi se raj objamem, tiste, ki poznam, kot pa rokujem. Se mi zdi to drugače. Tudi pesem imam seveda objem. Ne? Ampak zdaj sem v dvomih, a ne to povem, ampak se mi zdi, da je tako tipično moško to, da punca piše fantu SMS. Če sanjaš, mi pošli svoje sanje. Če jočeš, mi pošli svoje solze. Če se smejiš, mi pošli svoj nasmeh. Butl pa kaj nazaj napisal. Kakam, a kaj pošljem? No, to je ta razlika. Moško-ženski pogled. Ne? In s tem bova tudi končala najino druženje. Bova nehala kakati. Okay, ja, prijetno mi je bilo v tvoji družbi, tako kot vedno. Enako, hvala lepa za tvoj čas. Hvala za povabilo. Žival.